Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Aktualno. Danes je gost v našem studiu minister za infrastrukturo, gospod Jernej Vrtovec. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kar precej ste v teku svojega mandata po terenu po celotni Sloveniji, praktično se na vsakem koncu Slovenije nekaj dela, nekaj gradi, kar je pač v pristojnosti vašega ministrstva. Drži. In danes smo v Prekmurju. Radi prihajamo skupaj z ekipo v Prekmurje, v to regijo, zaradi tega, ker prinaša veliko izzivov in želimo poudarjati, da zagotavljanje res primarne infrastrukture, torej boljših cest, železnic, pomeni dvoje. Boljše pogoje za življenje ljudi, njihovo mobilnost, zagotavljanje tudi večje varnosti in tudi zaradi tega ljudje ostajajo potem na podeželju. Podeželje je prelepo. Pri vas je Goričko, Lendavske Gorice, to so prelepi kraji, da se bi ljudje odločili, da zaradi slabe infrastrukture bi zapustili te kraje pa šli v mestna središča. In druga pomembna stvar pa je, da zagotavljanjem boljše infrastrukture, tukaj govorimo zlasti o železnici recimo, omogočamo rast podjetij, več delovnih mest, boljše pogoje za rast teh podjetij in torej z roko v roki gremo zagotavljati boljše pogoje za življenje ljudi. Praktično že kar nekaj časa država, pa tudi ostale organizacije nagovarjajo predvsem potnike, torej za potniški promet naj čim večkrat izberejo vlak za svojo pot, kamorkoli se pač potujejo. Ampak če sva recimo konkretna, kako prepričati Prekmurca, naj za pot iz Murske Sobote v Ljubljano izbere vlak, če pa mu bo to vzelo dvakrat več časa, kot pa če se bo peljal z avtom? Težko. Prekmurca prepričati, da gre danes na vlak proti Ljubljani in jaz se strinjam, nimam nobenih argumentov, da bi tukaj zmagal. Ampak, jaz lahko ta trenutek obljubim, da bomo posodabljali železniško infrastrukturo in naprimer od Maribora pa do Zidanega mostu jo posodabljamo, pospešeno vlagamo 292 milijonov evrov v ta del, zaradi tega, ker tam je zelo stara železniška infrastruktura in imamo tudi načrte in vizijo, kako od Maribora do Ljubljane v 55 minutah. Mi smo pripravili že vse strokovne podlage, da začnemo to železniško povezavo umeščati v prostor. Na posameznih odsekih bi šlo tudi za dvotirnost, na posameznih odsekih tudi za popolnoma novo progo in ljudje niso nič krivi, da se ta trenutek ne odločajo za prevoz vlakom, zaradi tega, ker imamo zelo slabo infrastrukturo, ki spominja bolj kot ne na muzej na prostem, slabe železniške postaje, ki niso privlačne, imamo samo pač stare perone in to je to, brez dodatnih vsebin, ki bi lahko bile zraven, pa tudi do sedaj smo imeli slabe vlakovne kompozicije, zelo zastarele, ampak to posodabljamo. In naj povem, da tudi zdaj se pogovarjamo o naročilu novih 25 vlakov, elektrificiranih, pa da res vlagamo veliko denarja v boljšo železniško infrastrukturo. Na ta način želimo napraviti prevoz vlakom privlačen, ekonomičen, se pravi, da bo res čim bolj poceni in le tako se bodo ljudje odločili za ta prevoz. Pa še ena pomembna stvar. Mi smo recimo ob vikendih sprostili dejansko, dali ogromne 75% popuste za prevoz z vlakom. Prav tako imamo za prevoz z vlakom tako imenovane družinske vozovnice in da se ljudje torej lažje odločijo, da bodo šli na prevoz z vlakom. In ta trenutek je res prevoz z vlakom zelo poceni, želimo pa ga napraviti še bolj privlačnega. Za upokojence je od nedavnega v Mariboru in Ljubljani tudi brezplačni javni potniški promet. Lahko tudi druga mesta pričakujejo podobne ukrepe? Ja, tudi druga mesta bodo bila tega deležna. Tam, kjer pač je že sedaj zagotovljeno prevoz za upokojence. Naprimer, v Mariboru in Ljubljani gre za specifično situacijo, zaradi tega, ker je to obvezna gospodarska družba, se pravi, to morajo oni zagotavljati, obe mesti. In mi smo tukaj v bistvu šli nasproti upokojencem. Kar se pa tiče za ostala mesta, se z občinami, nekaterimi že pogovarjamo, z nekaterimi še bomo, o temu, da bi zagotavljali brezplačen prevoz za upokojence starejše od 65 let, vojne veterane in invalide, da bi imeli zastonj prevoz. To je prvi korak. Ne gre samo za upokojence, gre za to, da moramo tudi javni potniški promet v mestih napraviti bolj privlačen. Žalosti me, da iz točke A v točko B v Mariboru ali pa v Ljubljani se odločajo ljudje za prevoz z avtom, čeprav je vmes samo 2 kilometra. In integracija javnega potniškega prometa, cenovno, da je ta privlačen,
je tisti pravi rezultat. Jaz bom tako dejal, v bodoče bo bil javni potniški promet po vsej Sloveniji, kar se tiče mest, bo moral biti brezplačen. In tako je že nekje drugod v tujini. Ne zastonj, država to nekje mora plačati, ampak mora pa biti res cenovno najbolj ugoden, glede na to, da bomo na ta način lahko največ naredili za svoje podnebje. Kje v tem celotnem mozaiku vidite mesto za neke napredne digitalne rešitve, tudi delitvena ekonomija, kot je car sharing? Ja, mi to spodbujamo čim bolj. Zaradi tega smo tudi zakon o prevozih pripravili to smer, da je omogočen tako imenovana ta delitvena ekonomija, kot je to že naprimer v tujini, in poznamo tovrstne platforme, kot so Uber, Bolt in tako dalje. In od zdaj naprej je to možno tudi v Sloveniji. To je priložnost. Naprimer, v bodoče bo tako kot v tujini, tudi v Sloveniji, to sem prepričan, da boš z avtomobilom, če boš želel priti v mesto, da bo to nekaj stalo. In morali bomo narediti en korak naprej in sicer tudi spremeniti svoje lastne navade. Danes si življenja brez avtomobila ne predstavljamo. Ali pa si predstavljate, da bi en navaden Prekmurec rekel, da si deli svoj avtomobil še z nekom. Ali pa cela vas, da si deli avtomobile. V tujini je to mogoče. Pri nas bomo pa morali te navade še spremeniti. Zlasti pa najprej mora država poskrbeti za svoj del, prilagoditi infrastrukturo. Kar se infrastrukture tiče, je recimo najbližje letališče Pomurcem Mariborsko letališče, ki ga trenutno preko družbe DRI upravlja država. Kakšno prihodnost vidite pri tem letališču? V kratkem bomo objavili razpis za koncesionarja, za upravljalca. Že začeli smo z umeščanjem v prostor podaljšane letališke steze, kajti takšna steza, kot je zdaj, ne zanima nobenega. Zlasti pa imamo vizijo Smart Hubu Maribor. Okrog letališča so edinstvene površine za razvoj logistične dejavnosti. In poleg Beltincov je letališče Maribor in površine okrog njega so tista točka najboljša v Sloveniji za razvoj logistike. In tam je lahko veliko zaledno skladišče Luke Koper. Danes je pa več surovin, ki pridejo z Luke Koper, skladišči kje? Več v Gradcu, kot pa na ozemlju celotne Slovenije. Torej, kaj z nami narobe, da ne izkoristimo potencijala, ki ga logistika nudi. In zraven je letališče, zraven imamo tudi železnico in tam se bo razvil velik logističen center. Omenili ste že sami Beltince, v kateri fazi je trenutno ta projekt oziroma kakšne aktivnosti na vašem ministrstvu vodite v zvezi s tem? Ta trenutek v bistvu na ministrstvu vodimo ta projekt Like Under Umbrella Project, se pravi, vodimo ga, da sodelujemo in z občino in na drugi strani z Luko Koper. Tam je potrebno zemljišča še konsolidirati, ni vse v lasti Luke Koper, ampak so nekatera zemljišča še vedno v privatni lasti. In ta projekt vodimo, da bi Luka Koper to konsolidirala, da bi zraven pripeljali še kakšnega drugega investitorja, bodisi domačega ali pa tujega. Vesel sem, da je župan res nabit s to idejo in da vodi ta projekt s srcem in dušo in da je v tem projektu, da ta projekt zelo močno sam vpet. In žalosti pa me, da to traja že 13 let. Da to traja že več kot 13 let, okrog 14 let, odkar je ta ideja prišla. Lahko pa rečem, da vzporedno s tem, s to priložnostjo za tam razviti logistični center, je potrebno tudi zagotoviti boljšo železniško povezavo Beltinci, Lendava, Redič. In zakaj se avtomobili skladiščajo v Luki Koper? To je edinstvena priložnost za to vrsto skladišča avtomobilov, ostalega materijala, surovin iz Luke Koper je lahko v Beltincih z neko veliko dodano vrednostjo. Lahko tam na samem logističnem centru tudi kakšna proizvodna dejavnost, glede na to, da so surovine tam na voljo in tako naprej. In to pomeni nova delovna mesta. Jaz lahko povem, da ta trenutek lahko tam v Beltincih komot govorimo o 780 delovnih mestih, vkolikor se bi šli projekta logističnega centra tudi hkrati za neko proizvodno dejavnostjo, kar je danes v tovrstnih logističnih centrih povsem mogoče. In če pogledate zaledne države okrog nas, Madžarska, Slovaška, Češka, to so 3 države, ki imajo izredno močno avtomobilsko industrijo. In dajmo izrabiti to priložnost tudi mi v Beltincih, da lahko imamo tam velik logistični center, da lahko dobavljamo iz tega logističnega centra materijale za avtomobilsko industrijo v te 3 države. Jaz res vidim to priložnost v Beltincih in bom naredil vse, da se ta projekt zapelje tako daleč, da potem ne bi bilo več povratka nazaj.
Če bi prišlo do izgradnje železniške proge Beltinci-Lendava in Redič, bi torej bila Slovenija z Madžarsko povezana na dveh mestih, kar se tiče železniškega prometa. Pričakujete povečanje tega prometa ali bolj gre za razbremenitev Hodoša? Če naredimo največji logistični center, pa drugi največji logistični center v Sloveniji v Beltincih, potem to povezavo nujno potrebujemo. In zakaj je tukaj tudi interes? Lejte, če se karkoli zgodi na prvi progi preko Hodoša, potrebujemo nek obvod. Ne? Gre pa za pomemben koridor. Gre za pomemben koridor proti Barcelona-Kijev, ki ne smemo in pri tem ne smemo zaspati. Vidite, da na primer imajo nekatere druge države, gradijo svoje železniške povezave proti vzhodu, zelo pospešeno, in so ideje, da nas recimo kakšna sosednja država tukaj prehiti na drugi strani in tega pač se moramo vprašati, zakaj imajo vsi ostali interes, mi pa ne pri tej železniški povezavi. Torej Slovenija ima tukaj interes, zlasti za razvoj logistične dejavnosti. Ta projekt bi stal nekaj 10 milijonov evrov, ampak jaz ga vidim kot priložnost, da okrepimo Prekmurje. Vrnimo se nakratko še v Maribor, govorila smo o letališču, o železniški povezavi do Ljubljane, o hitrejši povezavi. V Mariboru je bilo precej govora v zadnjem času tudi o izgradnji tunela skozi mesto pravzaprav oziroma pod mestom. To bi precej razbremenilo to prometno povezavo, navsezadnje tudi proti Koroški iz samega mesta. Kako realen je za vas ta projekt? Ta projekt je povsem upravičen in povsem realen. Iz dveh vidikov. Prvi vidik je, da če naredimo ta projekt, se potem odpovemo gradnji severne mariborske obvoznice, ki je bila načrtovana že 20 let nazaj, pa še vedno ni. In ta projekt je cenejši kot pa severna mariborska obvoznica. Torej, zakaj bi bil ta projekt neupravičen? Jaz mislim, da je upravičen. Mestno jedro bi se rešilo prometa in hkrati bi postalo zanimivejše za turizem. Ne? Maribor je lepo mesto in ne vem, zakaj ne bi dali Mariboru in okolici priložnost. Jaz sem prepričan, tudi z županom se redno slišiva in smo okrog tega v tesnih pogovorih. Mi smo že ta projekt začrtali. Ta trenutek sicer je projekt na mestni občini Maribor, da začnejo z občinskimi prostorskimi akti in ta projekt noter umestijo in potem pridemo na vrsto mi. In ko bodo oni to umestili, začnemo pridobivati vse ostalo dovoljenje in začnemo z gradnjo. Ta projekt je smiselen. Enostavno smiselen. Ni vsaka vizija utopija. Ampak vizije je treba uresničiti. Jaz sem optimist, da so v Sloveniji tudi generacije politikov, ki to razumejo. Da lahko naredimo res nekaj vizionarskega dobrega v čisto realnem in doglednem času. In ta stvar, tunel, je tista stvar, je tista priložnost, ki bo naredila Maribor zanimivejši, hkrati pa ga razbremenila prometa. Je pa res, da potem se moramo odpovedati severni obvoznici. To pa dejstvo. Prav nek realen in dogleden čas je dosti krat vprašanje pri umeščanju v prostor raznih investicij. Navsezadnje tudi pri gradnji vzhodne obvoznice v Murski Soboti. Tukaj je bila ena izmed zadnjih ovir pravzaprav dogovor o zadrževalniku na območju občine Moravske Toplice. Kako daleč so tam zdaj zadeve in kdaj lahko realno pričakujejo Pomurci, da bi se gradnja te vzhodne obvoznice lahko tudi pričela? Drži tisto prvo, kar ste rekli. Glede umeščanja v prostor in pridobivanja dovoljenj imamo silne težave. Tovrstni postopki, zlasti pri železnicah, avtocestah, trajajo skoraj desetletje in to mene zelo moti. Ampak žal, če ne vodim tega resorja, da bi lahko karkoli še več komentiral. Kar se pa tiče Mursko-Soboške obvoznice, skupaj z poslancem Horvatom, župani, z ostalimi deležnimi ministri smo večkrat na to temo govorili. Lahko rečem, da gonilna sila tega projekta in se bi rad zahvalil tudi Jožetu Horvatu za podporo. Mi smo se dogovorili že vse, kar je potrebno župani o delitvi sredstev, o prispevku, ki ga da država, ki ga da moje ministrstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, in smo pred podpisom sporazuma. Verjamem, da v roku enega meseca lahko ta sporazum uskladimo in tudi župani podpišemo. Z obema županoma sem sedel posebej in je prišlo do dogovora. Suhi zadrževalnik je pač mogoč, enako je mogoč mokri zadrževalnik. Lokalne skupnosti se strinjajo, zlasti Moravske Toplice, o mokrem zadrževalniku, ki postane malce več denarja.
Tukaj je potem nastal ta luknja nastala, ampak smo prišli do dogovora. Meni je realno nepomembno, kakšen zadrževalnik je. Želim pa prisluhniti lokalnim skupnostim, ki lahko iz tega naredijo kakšno dobro zgodbo, recimo iz mokrega zadrževalnika, tudi za razvoj turizma. In na drugi strani končen cilj, da pridemo do obvoznice. Vi veste, da te postopki bo trajali nekaj let, tudi gradnja samega zadrževalnika bo trajala nekaj let in potem začnemo z gradnjo, po mojem, da okrog čez 4 leta bi lahko začeli samo gradnjo obvoznice. Tokratni obisk Pomurja oziroma Prekmurja posvečate tudi nekaj strankarskim aktivnostim. Prihodnje leto bo, kar se volitev tiče, precej pestro, torej parlamentarne, predsedniške, tudi lokalne volitve. V kakšni kondiciji je trenutno stranka oziroma kako dobro ste pripravljeni na to volilno leto? Prvič, v kondiciji smo zelo dobri in vidite, da smo povsod po terenu prisotni, da delamo z vso močjo in vso paro in zdaj se približujemo temu finišu, ko želimo ljudem dejansko pokazati, da Nova Slovenija dejansko ne le ne govori, ampak da prinašajo dejanja. In premaknili smo res, saj zase trdim in za moja dva ostala kolega ministra, Tonina in Cigler Kralja, da smo premaknili res projekte, ki so v preteklosti stali mnogo časa. In da smo zagnavali investicijske cikluse in tako dalje. In dejanja štejejo. Dejanja so tiste, ki štejejo, ne samo programi. Program zna vsak napisati. Problem pa potem programe uresničevati. In mi smo naš program za ljudi smo uresničili. Torej, stranka je v najboljši možni kondiciji. Kako to vidimo? Vidimo, da ljudje prihajajo k nam, da želijo kandidirati, da je interes, da se izpostavljajo in pridobivamo nove člane. In tudi danes v Prekmurju bomo v bistvu ustanovili nove občinske odbore. Torej, vidimo, da želja potem, da je Nova Slovenija še bolj prisotna v Prekmurju, torej je. In tega sem zelo vesel, da nas ljudje spremljajo, da nas podpirajo pri namenih, pri izvajanju programa in pri teh dejanjih. Kar se pa tiče supervolilnega leta, meni to predstavlja kot izziv. Jaz pač povem, da stranka bo dosegla dober rezultat, da bo bila tudi tista, ki bo bila najbolj interesentna za sodelovanje v koaliciji. Jaz lahko rečem, da pač močna Nova Slovenija pomeni nekaj več za razvoj Slovenije. In več kot bo dobila Nova Slovenija na teh državnozborskih volitvah, potem lahko povem, prej bo Murska-Soboška obvoznica, prej bomo lahko uresničili ostale projekte v Prekmurju, ključno za železniško povezavo Beltinci-Lendava-Redič in ključno z ostalimi projekti, od novega asfalta do novih projektov po Goričkem. Lih danes podpisujemo eno pismo o nameri. Torej, lahko nadaljujemo v tej smeri, se pravi z Novo Slovenijo, močno Novo Slovenijo v vladi, ali pa pač se bo nadaljevalo v drugi smeri spet nekaj let stagnacije. Jaz mislim, da je prav, oziroma predlagam ljudem, da se odločijo za to prvo stvar. Kako ocenjujete možnosti, da bi se dejansko prišlo do predčasnih volitev, vendarle tudi tiste redne so že relativno blizu, spomladi prihodnje leto? Jaz ne ocenjujem, da bi šli na predčasne volitve. Jaz mislim, da bo mandat bo trajal do konca, da tukaj ni nobenih ostalih izzivov, da tega ne bi naredili. In vlada v dobri kondiciji, dobro delamo. Ni nobenih ostalih deležnikov ali pa poti, ki bi lahko vodile do predčasnih volitev. To sem prepričan. Kako daleč so že postopki evidentiranja kandidatov, tako za parlamentarne kot tudi za lokalne volitve? Mi bomo v kratkem kandidate že predstavili. Mi imamo ta evidentiranje, ta postopek je odprt. Cela Slovenija je že pokrita s kandidati dejansko. Tako da pri nas so lahko volitve že jutri, Nova Slovenija dobi dober rezultat. Torej, mi smo pripravljeni. Predvsem na Severnem Goričkem imate danes kar nekaj aktivnosti predvidenih. Kako pomemben je za vas ta del države? Rekli ste tudi, nov lokalni odbor ustanavljate. Ta del države je enako pomemben kot vsi ostali deli. Ne želim delati razlik, ne pa povem, da mi je v Prekmurju meni zelo lepo in da rad prihajam te kraje, zaradi tega, ker so res lepi in potrebujejo priložnosti. Potrebujejo priložnosti, kajti če lahko samo 10 km za mejo imamo
močno gospodarstvo, imamo delovna mesta, kamor hodijo naši ljudje. Povejte mi, kje so razlogi, da ne moramo tega imeti v Prekmurju? In ljudje so tukaj pridni, delovni, mi moramo pa politika omogočiti infrastrukturo, da lahko ljudje razvijajo svoje priložnosti sami. In pri tako delovnih ljudeh, jaz verjamem, da z dobro politiko se da premakniti stvari naprej in da so ljudje ostajajo tukaj, da tukaj imajo družine in da jim tukaj omogočamo nadaljni potek razvoja. Naj bo to primeren zaključek najnega tokratnega pogovora. Gospod minister, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.